Pozdravljeni. Danes je z nami Luka Mesec, minister za delo in kandidat na listi Levice za volitve v Evropski parlament. Gospod Mesec, pozdravljeni. Pozdravljeni. Povejte mi, kakšen je cilj Levice na tokratnih evropskih volitvah? Ja, mi smo skromna stranka, tako da bomo veseli z enim evroposlancem. Nastopili ste že na predhodnih evropskih volitvah in takrat je zelo malo zmanjkalo do uvrstitve v Evropski parlament. Drži. Takrat je bila nosilka liste Violeta Tomić, dobili smo okrog 6%, cenzus je bil pa nekaj čez 8%. Zdaj cenzus celo nekoliko nižji, ker smo Slovenija dobili dodatnega evroposlanca po izstopu Britanije iz Evropske unije, tako da letos se računa, da bo tam 7,2% potrebnih za pridobitev mandata. Volivke in volivce nagovarjate z geslom varnost kot nekim programskim izhodiščem ali pa nečim, kar zaokroži vaš predvolilni program. Kaj jim s tem sporočate? Jaz mislim, da varnost je v resnici temeljno vprašanje teh evropskih volitev. Ne v smislu, kot ga predstavlja desnica, ker za desnico je stvar zelo jasna. Varnost pomeni varnost pred migranti. Sami tako pojmovanje varnosti zavračamo. Je pa res, da varnost je osrednje vprašanje, ker smo v dobi, ko svet postaje nevaren, polarizira se med Ameriko in Kitajsko, okrog Evrope trenutno divjata dve vojni, v Ukrajini in v Palestini. Zdi se, da Evropa izgublja svoj položaj v svetu in smo v družbi nenehnih sprememb. Umetna inteligenca, ki zdaj prihaja, je sicer super stvar, blazno uporabna, ampak ko sedimo z evropskimi ministri za delo, je eno od prvih vprašanj, ki se za mizo pojavi, koliko milijonov delovnih mest nam ta lahko spodnese. Tako da varnost v tem smislu, živeti v predvidljivem okolju, živeti v Evropi, kjer smo lahko prepričani, da bo jutri vsaj tako dober, kot je bil včeraj, živeti v svetu, kjer streha nad glavo ni vprašanje, kjer dejstvo, da si zmožen plačati položnice na koncu meseca, ni vprašljivo, kjer varnost zaposlitve je temelj tvojega bivanja, to je varnost, za katero si v Levici prizadevamo in to je varnost, ki je naš slogan na evropskih volitvah. Torej govorimo o socialni, ekološki varnosti in vseh drugih oblikah, ne striktno v tistem, kar nasprotni politični pol propagira. Tako je. Se v Evropskem parlamentu v primeru izvolitve vidite v opoziciji ali kot del koalicije, ki bi podprla Evropsko komisijo? Kolikor govorim z kolegi, jaz sem kar precej, v bistvu že kot minister vpleten v delovanje Evropske unije, tam so namreč 3 inštitucije. Evropska komisija je tista, ki daje zakonske oziroma pobude za direktive. Potem imamo pa Evropski parlament, ki ga poznamo, tja zdaj kandidiram, in pa Svet Evropske unije, kjer pa v različnih omizjih sedimo ministri. Tako parlament kot Svet EU morata dati zeleno luč za to, da je neka direktiva ali pa uredba sprejeta. In kot minister sem videl, kako ti procesi gredo in se spoznal tudi s kar nekaj evropskimi poslanci, s katerimi je treba delati. Ti so mi povedali, da v grobem obstajajo 3 vrste evropskih poslancev, ne glede na politično barvo ali pa skupino. Eni so tisti, ki so samo veseli, da so tam in imajo dobro plačo, drugi so tisti, ki so tam zato, da imajo tisto minuto in pol bombastičnega nastopa za medije, tretji so pa tisti, ki se angažirajo na določenih temah in dejansko poskušajo pustiti pečat. Zdaj, jaz mislim, da 10-letno moje delovanje v Sloveniji vam zelo jasno kaže, kateri tip politika sem sam in to je tretji. Na tokratnih volitvah, za razliko od prejšnjih evropskih, nastopate kot stranka, ki je del vladne koalicije. Tudi, kot ste sam omenil, torej na ravni Evropske unije delujete v podobni vlogi v okviru sveta ministrov. Kako se potem tokratne volitve razlikujejo od prejšnjih z tega vidika? Zame osebno predvsem v tem, da imam res ekstremno malo časa za kampanjo, ker vodenje ministrstva terja celega človeka, če ne celo malo več. In trenutno smo jaz bi rekel, da kar vladni krizi, ki smo jo imeli to zimo,
smo prišli končno do razrešitev številnih problemov, ki so se vlekli mesece in mesece, kar je bilo tudi zame osebno, priznam, zelo naporno. Tako da trenutno sem zelo vesel, da stvari hitro pomikamo naprej. Kot ste lahko videli, smo sprejeli pred par tedni izhodišča za pokojninsko reformo. Včeraj smo na seji vlade imeli kar tri teme, ki so izjemnega pomena za Levico, so konec koncev naše dolgoletne programske zahteve: priznanje Palestine, odprava dvoživk v zdravstvu in pa strategijo proti prekarnosti. Na poti je ogromen ukrep na stanovanjskem področju, za katerega smo se v vladi pogajali 2 leti. Skratka, vse to smo morali početi v zaledju volilne kampanje. Torej, kar vidite skozi mojo volilno kampanjo, je praktično tisto, kar sem zmogel narediti ob petkih popoldan pa sobotah, kar je tisti del tedna ali pa nedeljah, ki mi približno ostane. Ne? Je vaše sodelovanje v kampanji in tudi na sami listi v bistvu pomoč listi ali posledica osebne ambicije in želje po delovanju v Evropskem parlamentu? Pomoč listi. Jaz sem tukaj zato, da predstavimo Levico, njene projekte, njene dosežke konec koncev v zadnjih 2 letih, ker kljub vsem kritikam, ki so se zgrinjale na nas, mislim, da imamo marsikaj za pokazati. Minimalno plačo smo povečali za več kot 40% na našo pobudo v zadnjih 5 letih. Imamo rekordne skoke pokojnin, v bistvu letos smo izvedli največjega po letu 95. Sprejeli smo za vse očete 60 dni očetovskega dopusta, ki ga lahko koristijo. V našem mandatu smo končno prišli do izenačitve istospolnih parov s pravicami raznospolnih. Zdaj ponovno vzpostavljamo socialni dialog v državi. Skratka, kampanja je konec koncev tudi prostor, kjer lahko se stranka predstavi in pove, kdo je. Kaj pa bodo cilji v primeru izvolitve v Evropski parlament na ravni Evropske unije, ki jih boste zasledovali v praksi, torej če primerjamo s tem, kar je bilo doseženo v Sloveniji? Prvo, kar bi poprijel v Evropski uniji, je v bistvu področje, ki ga najbolj poznam. To je Evropski steber socialnih pravic. Tukaj imam tudi ogromno v bistvu že poznanstev in kolege ministre. S trenutnim komisarjem se zelo dobro razumemo. Poslanci, ki delajo na tem, pa verjamem, da bodo tisti, ki so prizadevni in ki delajo na tem, tudi ponovili svoje mandate. Tako da prva stvar, ki jo jaz želim, je, da Evropa postane zaščitnica socialne države in ščit pred krizami, ki bodo v prihodnosti neobhodno se po svetu dogajale. Socialna varnost Evropejcev ne sme biti vprašljiva in na tem bomo delali. Druga stvar je zeleni prehod. Kot veste, sem šel z vlakom v Bruselj. Tja sem se odpeljal z vlakom zato, da pokažem na absurdnost tega, da Evropa kot najmanjši kontinent na svetu ni zmožna podpreti izgradnje omrežja hitrih železnic po Evropi in da se tukaj prevažamo po 500 ali pa 1000 kilometrov oddaljenih krajih z letalom, namesto da bi potovali z vlakom. Na tej poti sem ugotovil, da v bistvu iz Ljubljane potrebuješ 14 ur, da prideš do Frankfurta in šele v Frankfurtu se usedeš na sodoben hitri vlak, ki te pa pol v 3 urah odpelje v Bruslja. Tako da to bo drugo prizadevanje. Se pravi, izvedba zelenega prehoda na čelu s tem, da Evropa izgradi svoje železniško mreže oziroma da adekvatno podpre države, da to storijo. Tretja tema, kot veste, sem tudi v Sloveniji tisti politik, ki v bistvu sem na nek način dal sebe na mizo, ko sem v koalicijsko pogodbo predlagal jasen zapis 20.000 stanovanj v 10 letih. Takrat me je marsikdo vprašal, če se mi je zmešalo. Sam odgovarjam, ne, nisem izmešalo, ampak če ne bi tega naredil, bi še en mandat minil, ne da bi vzpostavili stanovanjsko politiko. Ker smo to naredili in ker je to pobudo sprejela cela vlada, pa zdaj vsi, tako jaz kot predsednik vlade, kot finančni minister, vsi se zavedamo, da bo to treba narediti. In to je edini način, da se ta stvar tudi zgodi. Kot rečeno, v naslednjih dneh lahko pričakujete
ključen ukrep na tem področju, se pravi napoved, kako bomo to realizirali. In za stanovanjsko politiko, ker to ni samo slovenski problem, stanovanja so draga praktično kamorkoli po Evropi se ozrete, zato se bom prizadeval tudi na evropski ravni. Se pravi, da Evropa postane tista, ki podpre stanovanjske politike držav, da bodo generacije, ki ne morejo do stanovanj, do njih lahko prišle. Zadnja stvar, ki bo mogoče tukaj postavil, pa je umetna inteligenca. Kot sem prej rekel, meni se zdi absurdno, da se sprašujemo, koliko delovnih mest bo to odneslo. Tehnologija bi morala biti tista, ki izboljšuje in olajšuje naša življenja, ne pa nam spodnaša tla pod nogami in naša življenja in dela ustvarja dela bolj prekarna. Tako da prva stvar, ki jo želim tukaj povedati, je, da treba je sprejeti tako uporabo, oziroma treba je usmerjati umetno inteligenco v uporabo, ki bo olajševala naša življenja, mogoče krajšala delovnike, nam dala več prostega časa. Po drugi strani se je pa treba vprašati tudi o nevarnostih. Človeka je skozi celo zgodovino oblikovalo njegovo delo in znanje. Zdaj delo prenašamo na stroje, znanje, razumevanje, kreacijo, ustvarjanje bomo pa očitno prenesli na umetno inteligenco, ker ta zdaj zna pisati, zna pesniti, zna slikati, zna ustvarjati. In če se vsega tega znebimo, je potem vprašanje, kaj točno je vloga človeka v svetu. Jaz mislim, da človek kot ustvarjalno bitje, kot razmišljujoče bitje, kot bitje, ki ustvarja svet okrog sebe, absolutno mora ostati v tej vlogi in ne postati privesek stroja. V bistvu zelo ambiciozno, pa se boste pri prizadevanju za te cilje povezovali po, bom rekel, nacionalnem ključu, torej slovenskimi europoslanci v Bruslju, ali boste podporo tem prizadevanjem iskali v okviru, bom rekel, političnih skupin, ki delujejo ali pa bodo delovali v Evropskem parlamentu? Iskal bom somišljenike in to ne glede na nacionalne ali pa politične barve. Sem pa v vseh teh temah, ki sem jih naštel, se pravi umetna inteligenca, stanovanja, zeleni prehod in železnice in pa evropski steber socialnih pravic, kot rečeno, na vseh teh temah sem že nekajkrat v Bruslju govoril in kroge, ki jih te teme zanimajo in s katerimi skupaj razmišljamo, v bistvu tam že imam. Kakšno vlogo Slovenije v okviru Evropske unije vidite v prihodnje in kaj k temu lahko pripomorejo europoslanci Slovenije? Sam bi rad videl Slovenijo, ki poskuša biti najboljša. Recimo prav zdaj, ko sedim z vami v studiu, sem se vrnil iz hotela za distrofike v Izoli. To je recimo en tak biser, za katerega sploh ne vemo, da ga imamo. Je invalidsko podjetje, ki ga vodijo distrofiki sami, je hotel, skozi katerega vsako leto gre 500 slovenskih distrofikov, ki nam ga zavidajo vsi po Evropi, ker prvi podoben hotel je, ne boste verjeli, na Tenerifih, ampak tega ne znamo povedati, ne? Ali pa drug primer, ko smo sprejeli na vladi priznanje Palestine, Slovenija, vključno z mano, kokar delujem na evropski ravni, je bila praktično prva evropska država, poleg Španije, ki je govorila, da je Palestino ob izraelskem genocidu nad palestinskim narodom treba priznati. S tem delovanjem v Evropi in v Varnostnem svetu Združenih narodov smo praktično uspeli celotno mišljenje premakniti, ne. Zdaj so Palestino priznale Slovenija, Španija, Irska, Norveška, na poti so še Francija, Malta, Luksemburg, Belgija in v Združenih narodih se pripravljajo iniciative za to, da bi morijo tam ustavili. To je delovanje, ki bi ga jaz pričakoval tako od sebe, kot od Slovenije na mednarodnem parketu nasploh. Smo majhni, ampak smo pa lahko najboljši. Kako pa vidite Evropsko unijo v globalnem kontekstu, ne? Kakšna bi po vašem mnenju morala biti vloga Evropske unije v globalnem svetu, tudi z mednarodno-političnega ali pa varnostnega vidika, recimo? Ja, na kratko, svet se polarizira. V bistvu Amerika se zdi, da izgublja svojo dominacijo in politično ozračje tam je vedno bolj živčno. Na drugi strani pa Kitajska prehiteva oziroma dohiteva in prehiteva. To ustvarja novo blokovsko polarizacijo, vmes
pa lahko nastopi obdobje kaosa. Obdobje kaosa v smislu, da bodo mednarodna pravila, kakor smo jih poznali do zdaj, odpovedala in na ta sklep me napeljujejo dogodki, ki smo jih videli v zadnjih 3 letih. 3-krat si je močnejši sosed dovolil storiti zločin, zakuhati, ali pa napast šibkejšega. Rusija nad Ukrajino, Izrael nad Palestino in pa Azerbajdžan nad Gorski Karabah. To pomeni, da prihajamo v svet, kjer red razpada in kjer bo dovoljeno vse. Česar si jaz ne želim, je, da Evropa v takem svetu sodeluje v blokovski polarizaciji. Evropa mora v takem svetu zavzeti mirovniško politiko in postati most in mediator med tema blokoma. Ker v nasprotnem primeru si bomo lahko še za časa naših življenj nažalost skuhali tudi kakšno vojno. Pretekla zgodovina je polna takih primerov. Če spomnim na en primer, Druga svetovna vojna se je začela tako, da je red v Evropi, ki so ga poskušali postaviti po prvi svetovni vojni preko Lige narodov, razpadu. Nemčija kot velesila si je vzela pravico odtrgati kos Čehoslovaške, anektirati Avstrijo, napasti Poljsko in tako naprej. In to je bil začetek Druge svetovne vojne. Močnejši si je enostavno vzel pravico, da nadvlada šibkejše. In take primere vidimo povsod okrog nas po svetu, sam sem samo 3 najbolj v oči bijoče izpostavil, tako da kar bi morala biti vloga Evropske unije je krepiti mednarodne inštitucije, kot je Organizacija združenih narodov, graditi trden mednarodni red in pa predvsem biti mediator med blokoma in graditi partnerstvo z ZDA in s Kitajsko, da si ne zakuhamo kakšne vojne, ampak da skupaj delujemo v prid človeštva in se soočimo z resnimi izzivi, kot so recimo podnebne spremembe. Evropska unija se pri svojem delovanju na globalnem prizorišču zanaša predvsem na tako imenovano mehko moč. Po drugi strani so vse glasnejši pozivi tistih, recimo, ki varnost dojemajo v podobnem smislu kot ljudje, ki se ukvarjajo z geopolitiko ali pa obramboslovci, da v bistvu je treba delati več na varnosti, na neki enotni vojski in enotni zunanji politiki in podobno. Kako vi gledate na to? Mislim, da nekaj stvari v Evropi bi bilo treba na skupno raven postaviti. Zunanjo politiko, mislim, da tudi industrijsko politiko, ker problem, ki ga imamo, je, da Evropa caplja za velesilami zaradi svoje neenotnosti. Medtem ko se Amerika ali pa Kitajska lahko odločita, da boste naredili nek ogromen sklad za podporo gospodarstvu v prehodu v zelene tehnologije, bo v Evropi taka politika izgledala tako. Evropska komisija jo bo predlagala, pol se pa mora v tem izjasniti parlament, ki bo neodločen in seveda bo tam opozicija in o njem se mora približno soglasno pač odločiti 27 držav, kjer bodo nekatere proti, ker so na oblasti evroskeptiki, druge bodo proti zaradi nacionalnih interesov in tako naprej in na koncu bo od te velike politike ostala neka šibka politika, ki pa ne bo imela nobenega učinka. Na ta način bomo svoj položaj v svetu izgubljali. Tako da tukaj je treba se dogovoriti, da nekatere stvari je treba urediti na evropski ravni skupaj. Druga stvar, ki sem jo želel o tem reči, se pravi, kako naj se Evropa postavi v takem svetu, pa je, da mehka moč je po mojem velika moč. Ne rabiš imeti najmočnejše vojske na svetu zato, da lahko prepričaš. In jaz ne verjamem v silo. Tudi v 10 letih lastne politične prakse lahko iz prve roke povem, da večino stvari, ki smo jih dosegli s prepričevanjem in z mehko močjo. Zelo redko se pa dobro izidejo tiste politike, ki jih poskušaš postaviti z lomljenjem rok ali pa izsiljevanjem. V teh primerih si najpogosteje izločen. Vprašal sem zato, ker številni menijo, da se Evropska unija z vidika vprašanj varnosti preveč oziroma pretirano zanaša na Združene države Amerike in v tej, bom rekel, novi polarizaciji sveta. To pomeni
vnaprejšnjo opredelitev za eno izmed strani. Vi pa zagovarjate neko srednjo oziroma tretjo pot. Da, mislim, mene ne skrbi, da bi bila Evropa lahko žrtev nekega večjega vojaškega napada. Vendarle smo mi poleg Amerike in Kitajske velesila, ki po BDP-ju parira tema dvema silama. Evropske države imajo močne vojske, tudi atomsko orožje in tako naprej. In kar se tiče varnostnih vprašanj, so po večini med sabo složne. Se strinjam, to je treba krepiti, ampak to pa ne pomeni, da se moramo spustiti v oboroževalno tekmo. Jaz mislim, da namesto v oboroževalno tekmo mora Evropska unija investirati v mednarodni red. Ko sem bil prvič v Združenih narodih, me je tamkajšnji slovenski veleposlanik odpeljal v sobo, kjer je zelo lepa ilustracija težave, ki jo imamo v svetu. Na steni sta narisana dva kroga. En je tak ogromen krog, drugi je pa tak čisto majčken. In ta ogromni krog ima gor digitalne številke v milijardah dolarjev, ki se večajo iz minute v minuto. In ta ogromen krog karikira, koliko svetovne države zmečajo v oboroževanje. Dobesedno iz sekunde v sekundo se ta znesek povečuje. Tisti majčken statični krog pa ilustrira, koliko svetovne države investirajo v mir, torej v mednarodne inštitucije, ki so zadolžene za to, da gradijo mir na svetu. To se pa ne spreminja in je manj kot odstotna točka tega, kar damo v orožje. Torej, naša politika mora biti razmislek o tem, kako na svetu preko gradnje inštitucij in reda vzpostaviti mir, ne pa kako drugim kazati mišice. Oziroma, če si smem eno parolo izposoditi, kdor se oborožuje za vojno, bo verjetno tudi dobil vojno. Torej vojno kot konflikt, ne kot zmago. Konflikt, ja. Vrniva se potem za trenutek k vaši listi za volitve v Evropski parlament. Imena, ki prevladujejo na njej, večinoma poznamo kot, recimo na njej je poslanka, nekaj državnih sekretarjev, sekretarji iz ministrstev in podobno. Ali to pomeni, da bo stranka, posamezna ministrstva ali pa vladna ekipa oslabljena v primeru vašega uspeha na evropskih volitvah? Mi stavimo na to, da bo izvoljena nosilka liste Nataša Sukič. Kot sem rekel, moja kandidatura tukaj je v prvi vrsti podporna in v funkciji tega, da predstavim stranko, njene politike, njeno delovanje. V zadnjem času se je pojavilo kar nekaj političnih strank ali pa list v Sloveniji, ki na nek način povzemajo dele vašega političnega programa. Po čem se po vaši oceni razlikujete od novonastalih, recimo ekoloških strank ali pa tiste, ki targetirajo levo usmerjene volivce? Jaz sem predvsem vesel in tukaj spet lahko govorimo o mehki moči. Mi smo mehna parlamentarna stranka s 4 poslanci, ampak če govorimo o našem programu, stvari, ki smo jih mi govorili, od minimalne plače, dostojnih pokojnin, dolgotrajne oskrbe, nujnosti stanovanjske politike, preprečevanja privatizacije zdravstva in tako naprej. To so danes postale temeljne politike vlade, v kateri smo najmanjši partner, in to so danes postale tudi konec koncev politike, ki jih nove stranke, ki nastajajo, v veliki meri povzemajo. Če bomo to vrstno vlogo lahko zavzemali še naprej, bom jaz nadvse vesel, ker našo stranko sem si vedno predstavljal kot sicer stranko, ki ni najmočnejša, ampak je pa najbolj domiselna, zna zaznati pravilne probleme v družbi, predstaviti rešitve zanje in konec koncev s tem narekuje trende. Če kaj, smo to pokazali v zadnjih letih. V preteklih letih delovanja v Sloveniji ste kot stranka tudi iz opozicije v bistvu uspeli dosegati spremembe, ki so bile včasih težko predstavljive tudi v okviru vladne koalicije. Se vam zdi, da imate kot vladna stranka več moči v praksi kot nekoč, ko ste bili v opoziciji? Drugačno moč. Zdaj, iz opozicije je bilo lažje zagovarjati politike, ki se jih da z enim zamahom uresničiti. Recimo minimalna plača je bila taka. Po drugi strani pa, in to je mene zelo bolelo, ker sem poskušal že
v Šarčevi vladi 2019 smo sedeli dolge mesece na Ministrstvu za okolje in prostor, zato da bi zasnovali stanovanjsko politiko. Takrat sem ugotovil, da se tega iz opozicije enostavno ne da narediti. In to je bil tudi moj motivator, zakaj sem želel postaviti v tem mandatu ministrstvo, ki je v prvi vrsti ministrstvo odgovorno za stanovanje, to je Ministrstvo za stanovanjsko prihodnost, in zakaj smo na mizo postavili tako visoko stavo. Ker na drugačen način, da ne greš v vlado, ne postaviš ministrstva za to in da politika ne postane vodilna politika vlade, se stanovanjsko vprašanje v Sloveniji nikoli ne bi rešilo. Zdaj smo pa na poti, da ga rešimo. Spravi je članstvo v vladi nujen pogoj za vpliv na samo operativno izvedbo politik. Tako. Skladno skupaj z evropskimi volitvami bodo 9. junija bomo volivke in volivci odločali tudi o 4 referendumskih vprašanjih v 3 ločenih sklopih, in sicer o pomoči pri samostojnem končanju življenja, oziroma poenostavljeno rečeno neke oblike evtanazije, na drugi strani o medicinski in rekreativni rabi konoplje ter o preferenčnem glasu na državnozborovskih volitvah. Za zadnje si predstavljam, da podpirate, zanima me pa glede ostalih referendumskih vprašanj, kakšno je vaše osebno stališče in stališče stranke? Tako moje osebno stališče kot stališče stranke je 3-krat za. Sicer bi pa povedal predvsem tole. Sam sem bil dolgo zagovornik švicarskega tipa demokracije. To je, da se ljudem da recimo 2-krat na leto priložnost, da se v najpomembnejših vprašanjih za našo prihodnost odločimo na referendumu. Tokrat to delamo prvič, v jeseni se bomo odločali o nuklearki. In tega razvoja sem zelo vesel, ker mislim, da kar je nam v Sloveniji sploh zadnjih 15 let manjkalo, je neka enotnost v smeri, ki jo politika pelje. Več ali manj smo videli kulturne boje, ki so povsem neproduktivni, levo in desno. Večkrat tudi dobesedno rušenje države in njenih institucij. Glavna naloga te vlade pa mora biti, da državo konsolidira, da se razmere v družbi umirijo, kar tudi mislim, da so se. Mislim, sam se ne spomnim, kdaj je bilo nazadnje vzdušje tako dobro, kot ga recimo vsaj v zdajšnjem trenutku, ko tukaj govoriva, čutimo, in da odpremo možnost, da se skupaj kot družba prevprašujemo in odločamo o najpomembnejših vprašanjih. Tako da to je družba, v kateri, demokratična družba, kot si jo sam želim in v kateri bi rad živel. Se vam zdi, da pri ključnih vprašanjih Slovenija zaostaja za Evropsko unijo ali tudi kje, utira svežo pot in kaže drugim, kako bi se lahko ravnalo? Jaz mislim, da Slovenija marsikje je bistveno boljša, kot si upamo priznati. Recimo, ko predstavim, kaj smo mi naredili z minimalno plačo, številni evropski kolegi zavidajo. Kot minister odgovoren za invalide, povem, kako imamo mi poskrbljene sisteme za invalide. Prej smo omenjali hotel, recimo tudi osebna asistenca, ki je pri nas dostikrat kritizirana, tudi to na evropski ravni velja za primer dobre prakse. Če se sprašujemo o našem pokojninskem sistemu, ta pokojninski sistem po zunanjih ocenah, ki jih je neka francoska agencija dala, je trenutno v tako dobrem stanju, da imajo naši upokojenci enega od najvišjih primerljivih materialnih standardov v Evropi in tako naprej. Skratka, marsikaj v Sloveniji je dobro, ampak res pa je, da zato, da ugotovimo, da je dobro, je treba narediti krog ali 2 po svetu. Kako ste pa zadovoljni z delom oziroma delovanjem v Štrasburu in Bruslju strani dosedanjih evropskih poslancev iz Slovenije? Jaz se predvsem, tako kot verjetno marsikateri državljan, sprašujem, kaj točno je bil njihov prispevek tam in kaj je zaradi njihovega delovanja drugače. Na to vprašanje nimam odgovora. Če bom izvoljen, si bom pa v prvi vrsti postavil za cilj, da bom lahko čez 5 let zelo jasno povedal, katere stvari so v Evropski uniji drugačne zaradi mojega delovanja. Volivke in volivci lahko s preferenčnim glasom pošljejo v Evropski parlament tudi nekoga z začelja liste, torej nekoga, ki kandidira kot, bom rekel, podporo listi. V primeru, da boste izvoljen s preferenčnimi glasovi, boste odšli v Štrasbur?
Da, tudi slovenska zakonodaja je taka, da če si izvoljen, moraš iti, drugače so volitve za tvoje mesto ponovljene. In nasploh mislim, da če kandidiraš, potem mandat moraš sprejeti, drugače je to izigravanje zaupanja volivcev. Kar se seveda pač vprašanja, kaj bi bilo potem z ministrstvom in stranko tiče, pa lahko zagotovim, da je ekipa, ki jo imamo na ministrstvu, dobra, utečena in da tudi z mojim nasledstvom in nadaljevanjem projektom, ki smo jih zastavili, ne bo problema. Je še kaj, kar bi radi sporočili našim gledalkam in gledalcem, preden zaključiva? Predvsem bi jih rad pozval, da v nedeljo pridejo na volitve, ker kar me skrbi je, da bo nizka volilna udeležba kot ponavadi na evropskih volitvah, kar pa lahko pomeni, da bodo namesto vas odločili tisti, ki bodo šli na volitve. In odločili bodo tako, da bodo izvolili evropske poslance, ki jih sami ne bi želeli izvoliti. In pa konec koncev 3 zelo pomembna vprašanja imamo na referendumih. Se pravi, ali dopustimo prostovoljno končanje življenja, ali bomo naš volilni sistem oblikovali tako, da ne boste volili samo strank, ampak boste tudi imeli vpliv na to, kateri poslanec iz te stranke sedi v parlamentu, in pa ali bomo omogočili konopljo v medicinsko in omejeno osebno rabo. Mislim, da so to zelo dobri razlogi, da se splača si vzeti 15 minut in iti na volišče v nedeljo. Gospod Mesec, hvala, ker ste bili naš gost. Hvala vam.